20. in 30. leta prejšnjega stoletja. Turbulentno obdobje, ko je mesto iz nemškega postajalo slovensko. Umetnost, moda, družabno življenje, sejmi, župani, tehnika, časopisi, humor, vse v zgodbah in slikah. Ob tem jubileju, 25. letnici založbe, sem želel izdati res eno imenitno knjigo o Mariboru, in ko sem razmišljal, kaj bi bila vsebina, sem na osnovi slikovnega gradiva in tudi seveda čisto vsebinsko prišel do tega, da je bilo eno izmed bolj zanimivih obdobij v zgodovini mesta, obdobje med koncem Prve svetovne vojne in začetkom Druge svetovne vojne. Naslov Novi Maribor si je Primož Premzl sposodil z naslova članka, ki ga je v času med obema vojnama napisal občinski uslužbenec Ludvik Sorsud. Besedilno je knjiga, ki je nastajala eno leto, zgrajena iz 3 nivojev. Osrednji del je prispevala etnologinja dr. Maja Godina Golja, ki je nadgradila svoje diplomsko delo o družabnem življenju v Mariboru v tem obdobju. Knjiga vsebuje še Premzlova avtorska besedila. Drugi je memoarska literatura znanih Mariborčanov, ki so o tem obdobju na stara leta napisali spomine. Literat in ravnatelj najprej sedanje univerzitetne knjižnice v Mariboru, kasneje Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Jaro Dolar, znameniti mariborski muzealec dr. Sergij Vrišer. Vključena je tudi literatura, posamezni izseki iz literarnih del Smiljana Rozmana, recitali Janka Glazerja. Sem pa vključil tudi čist literarno delo Draga Jančarja z odlomkom iz knjige Severni sij. Tretji nivo besedil so časopisni članki. Fotografi tistega časa so posneli številne izjemne fotografije mesta. Naslovna ilustracija je delo oblikovalca Petra Kocijančiča, prispeval pa jo je za takratno revijo Jugoslovanski biseri. Drugi nivo slikovnega gradiva so karikature iz predvojnega Totega lista in pa še nadalje časopisni oglasi, reklame, objave za razne dogodke. Upam si trditi, da ta knjiga je najbogatejša slikovna knjiga o preteklem Mariboru. Namreč v tej knjigi je 370 slikovnih prilog. Primož Premzl je po osnovni izobrazbi fizik. Dolgo časa sem iskal, kaj bi rad v življenju počel, in pred 25 leti se mi je ponudila priložnost, da sem takrat v koprodukciji s Pomursko založbo napravil svojo prvo knjigo Pozdrav iz Maribora, ki je bila velika uspešnica v Mariboru, in kasneje sem nekako začutil, da je pa lahko to moje poslanstvo, in začel sem pač te teme umetnostno-zgodovinske razvijati. Moja velika ljubezen so stare vedutne grafike od 17. do konca 19. stoletja, in na to temo sem naredil 4 obsežne albume starih vedut. Premzl je znan tudi po svoji družbeno-kritičnosti do določenih pojavov v mestu. Se obeta kak nov plakat? Verjetno je dosti razlogov, da bi se to zgodilo, ne? Ampak zdi se mi, da se z leti umirjam in da počasi, ne bom rekel, da mi mineva, ampak premlevam bolj sam sabo te stvari. Človek si nekako izčisti vest, mu je lažje, ko se na tak način izpove, ampak na koncu ugotoviš, da psi lajajo, karavana pa gre naprej. Kdaj polistali po kakšni takšni knjigi? Vse njegove knjige dobil ali pa mogoče celo kupil kdaj kjer. In sem tudi prebral, ker so mi všeč te retro mariborske zgodbe za nazaj, tako kot je ta nova tudi. In to je neizčrpen vir, pravzaprav lahko vsaki dan bi lahko eno izdal. Poznam ga že dolgo, že od takrat, ko je imel v gradu svojo galerijo majhno, in prijateljujemo. On je zelo dragocena oseba za Maribor. Je pa zagotovo eden od mestnih obrazov urbanosti, drznosti, pozitivnega odnosa do lastne zgodovine mesta, torej mislim. In tu se mi zdi, da je pravzaprav najmočnejši. Najpomembnejša knjiga, ki jo je založil Primož Premzl, je popoln faksimile statuta mesta Ptuj iz leta 1376, ki je najstarejša reproducirana knjiga slovenskega založništva. Letos bo izdal še monografijo ob 100. obletnici hidroelektrarne Fala.